F-35 je hrbtenica ameriške letalske strategije. Toda vsak posamezen lovec, ki pride s proizvodne linije, je odvisen od kovine, ki je ZDA ne morejo več proizvajati. Edina svetovna supersila je 100% odvisna od tujih dobavnih verig, na čelu katerih je Kitajska, država, s katero bomo kmalu v vojni. To odkritje me je pripeljalo do obrata v Utahu, ki bi lahko obnovil ameriško prevlado v letalstvu. Vendar pa pomaga uničevati jezero, ki je tako strupeno, da bi njegov propad lahko zastrupil celo mesto. Kar sem odkril, je razkrilo grozljivo resnico o prihodnosti Združenih držav, ki je nihče ni pripravljen ustaviti. Vsako letalo F-35 stane do $100 milijonov, Amerika pa jih je izdelala 191, kar je najvišja proizvodna stopnja v zgodovini programa. Pentagon namerava z njimi leteti do leta 2088. Skupni stroški pa se približujejo $2 bilijonoma. Toda ta ključni kos orožja ne more obstajati brez magnezija. Ne tiste poceni reciklirane vrste, ki se uporablja v pločevinkah za pijačo ali avtomobilskih delih. F-35 potrebujejo izjemno čist magnezij, pridobljen neposredno iz surove rude. Kolovsko letalo leti hitreje od zvoka in prevaža milijarde dolarjev vredno tehnologijo, odpoved ne pride v poštev. Ta kovina je globoko vgrajena v sisteme letala, pomožne pogonske enote, pogone za hitrost, dodatne pogone, nameščene na trup in same menjalnike motorja. Magnezij je približno tretjino lažji od aluminija in v vojskovanju 5. generacije je teža vse. F-35 ni edini. F-22 ga uporablja. Prav tako Eurofighter Typhoon. Skoraj vsak zahodni napredni lovec, zgrajen v zadnjih 30 letih, je odvisen od specializiranih magnezijevih zlitin. Ko je ta kovina redka, postane to problem. Odgovor leži na zahodnem bregu Velikega slanega jezera, na kraju imenovanem Rowley v Utahu. Prebivalstvo? Skoraj nihče. Strateški pomen teoretično ogromen. Tukaj boste našli razsežen industrijski kompleks. Dimniki se dvigajo nad elektrolitskimi celicami in miljami cevi, vse skupaj stisnjeno med jezero in slane ravnice. To je US Magnesium LLC in do februarja 2026 je bil edini proizvajalec primarnega magnezija v Severni Ameriki. Desetletja je Pentagon to eno samo tovarno, ki je v lasti Renka, uvrščal med strateško pomembno infrastrukturo. Razlog je bil preprost. Če bi Rowley kdaj prenehal delovati, Amerika ne bi imela domačega vira za ta kovino. Ta ista kovina se uporablja v strukturnih ulitkih F-35, pojavlja se v sistemih križarskih raket, letalsko-vesoljskih ohišjih, menjalnikih helikopterjev in lahkih vojaških komponentah, kjer vsaka dodatna teža vpliva na porabo goriva, manevrirnost in nosilnost. Bil je ključni del ameriškega obrambnega sektorja, pa je prenehal delovati. Septembra 2021 je tovarna doživela katastrofalno okvaro opreme. Primarna proizvodnja magnezija se je tistega meseca ustavila in se nikoli ni nadaljevala. Sestavljalna linija Lockheed Martina v Fort Worthu je še naprej proizvajala F-35. Pentagon je še naprej podpisoval pogodbe, čeprav je bilo vse mirno in hladno. Danes Kitajska nadzoruje približno 90% svetovne primarne proizvodnje magnezija. To je skrita plat programa F-35. Objavljeni seznam dobaviteljev Lockheed Martina obsega 1900 podjetij. Motorji, računalniki, letalske kontrole, namerilni sistemi, elektronika v pilotski kabini. Celotne industrije so povezane z ohranjanjem tega letala pri življenju. Celoten sistem se razteza čez celine, tovarne in desetletja inženiringa. Dobavna veriga je videti neprebojna, vendar vse temelji na eni sami predpostavki. Ko se livarna zažene, bo tam letalski magnezij. Brez njega se veriga takoj pretrga. Pogodbe so brez vrednosti. Pentagon se tega ni povsem slep. Notranje ocene so že leta 2021 označile primarni magnezij kot perečo težavo, nato pa ponovno leta 2023. Ta poročila so magnezij uvrstila skupaj z redkimi zemljinami, galijem in germanijem. Dobavo vseh teh materialov bi lahko v resnem konfliktu prekinili. Kitajska je že pokazala, kako to deluje. V zadnjih nekaj letih je Peking začel zaostrovati izvoz materialov, za katere večina ljudi še nikoli ni slišala. Galij, germanij, antimon, grafit. Toda ti redki minerali se nahajajo v raketah, radarskih sistemih, čipih, baterijah in vojaški elektroniki. NATO so omejitve postale še strožje, še posebej proti Združenim državam Amerike. Magnezij še ni bil tarča.
vendar skoraj da ni potrebe po tem. Kitajska nadzoruje tolikšen del svetovne zaloge, da lahko že majhne spremembe politike povzročijo skok cen ali zmanjšajo dostopnost. To se je že večkrat zgodilo, in to ne namerno kot orožje, ampak kot stranski učinek kitajskih ukrepov proti porabi energije in industrijske politike, kar odpira neprijetno vprašanje. Če že nenamerni motnji pretresata dobavno verigo, kaj se zgodi, če se Peking kdaj odloči to storiti namenoma? Leta 2024 je bila primarna proizvodnja magnezija v tovarni Rowley nič. V istem letu je podjetje US Magnesium izčrpalo več kot 52.000 akrov čevljev vode iz sistema Velikega slanega jezera. To je dovolj vode, da bi približno 100.000 gospodinjstev v Utahu oskrbovali eno leto. Vsa ta voda je bila odvzeta iz jezera, ki je dosegalo rekordno nizko gladino. Podjetju ni bilo treba še naprej proizvajati magnezija, da bi še naprej nadzorovalo vodo. Na Zahodu zakon o vodi temelji na starem načelu. Kdor si jo je prvi prisvojil, obdrži pravice. Sistem je bil zasnovan tako, da nagrajuje produktivno uporabo. Namesto tega je eden največjih industrijskih porabnikov vode v porečju še naprej nadzoroval ogromne količine vode, medtem ko so njegove ključne strateške dejavnosti mirovale. Voda je tekla skozi vzdrževalne operacije, ki niso imele nobene povezave z obnovo domače proizvodnje magnezija. Slanice so še vedno krožile skozi faze izhlapevanja. Predelava solnega kolača se je nadaljevala. Podjetje je še naprej proizvajalo sredstva za zatiranje prahu in magnezijev klorid za posipanje cest proti zmrzali. Toda nič od tega ni upravičevalo obsega odvzemov. V ozadju je bila Renkova strategija videti kot nekaj povsem drugega. Industrijska poročila kažejo na preusmeritev k pridobivanju litija iz istih slanic, ki so napajale magnezijeve celice. Do leta 2024 so se cene litija na svetovnih trgih zrušile in tudi ta nova usmeritev je bila ustavljena. Ves čas pa so se obveznosti še naprej kopičile. Lokacija je že postala ena največjih okoljskih katastrof v državi. Regulatorji so podjetje več let obtoževali ponavljajočih se kršitev glede onesnaževanja. Strupene kemikalije so onesnažile na tisoče hektarjev okoli tovarne, kar je povzročilo tako obsežno sanacijo, da bi lahko trajala desetletja. Do leta 2009 je zvezna vlada uradno razglasila območje za glavno lokacijo nevarnih odpadkov. 10. septembra 2025 je podjetje US Magnesium LLC vložilo zahtevo za stečaj po poglavju 11 na zveznem sodišču v Delawareu. V vlogi je bilo navedenih med 100 in 500 milijonov dolarjev obveznosti. Tovarna, ki je bila nekoč predstavljena kot ključen del infrastrukture za ameriško mineralno neodvisnost, je bila na papirju finančno v razsulu. Večina Američanov še nikoli ni slišala za Ira Rennerta. Toda leta je en milijarder industrialec, ki je sedel v pisarni na Manhattanu, nadzoroval velik del vode, ki je tekla proti velikemu slanemu jezeru. In kjerkoli je Renko deloval, so mu sledile polemike. Boj proti onesnaževanju, tožbe, okoljski spori, finančni pritiski. Takšne bitke, ki so trajale leta, medtem ko jih javnost komajda opazila. Leta 2023 je oddelek za okoljsko kakovost Utaha podjetju izrekel kazen v višini $430.000. To je zajemalo več kot desetletje kršitev. Državni regulatorji so se leta pogajali z US Magnesijem glede stroškov sanacije. Vložitev stečaja je naredila ta pogajanja brezpredmetna. Ko je prišlo do stečaja po 11. poglavju, so obveznosti čiščenja padle na konec seznama upnikov. Vodna pravica pa je nasprotno, nenadoma postala najbolj dragoceno premoženje v stečajni masi. Odvetniki različnih upnikov so v sodnih vlogah trdili, da rudarske in vodne pravice nimajo velike dejanske vrednosti. Utah se s tem očitno ni strinjal. 15. avgusta 2025 je Državni urad za gozdarstvo, požarno varnost in državna zemljišča izdal odredbo o prenehanju dejavnosti, s katero je podjetju naložil, naj preneha črpati vodo iz jezera. Stečajni postopek je zamrznil spor. Od takrat naprej so se prihodnost jezera, elektrarne in vode preselile v isto sodno dvorano. Renko ni zadrževal Rowleyja zaradi proizvodnje magnezija. Zadrževal je Rowleyja, da bi obdržal vodo. Ko se jezero skrči, Salt Lake City izgubi svoj sneg. Ne takoj, ne vse naenkrat, vendar je mehanizem neposreden in dokumentiran. To je podnebni motor za celotno regijo. Po zimi prihajajo nevihte z Pacifika in prečkajo jezero, preden dosežejo gore okoli Salt Lake Cityja. Ko ta hladen zrak prečka toplejšo vodo, pobere dodatno vlago in jo nato odloži kot sneg nad gorovjem Wasatch.
Ta sneg postane vir vode za regijo. Polni rezervoarje, napaja kmetije, oskrbuje mesta in ohranja severni Utah pri življenju skozi poletje. In če se jezero še naprej krči, se ta sistem začne podirati. Manj jezera pomeni manj snega. Manj snega pomeni manj vode. In na ameriškem zahodu, ko voda začne izginjati, se vse spremeni v boj. V začetku leta 2023 je Utah imel največjo snežno odejo v sodobnem spominu. Vsi so pričakovali, da bo vsa ta talina pritekla v lokalne reke in od tam udarila v veliko slano jezero. Jezero naj bi se dvignilo iz kriznih ravni, a to se ni zgodilo. Južni del jezera se je dvignil za nekaj čevljev med koncem leta 2022 in koncem vodnega leta 2023-2024. Morda se sliši kot napredek, a to ni bilo niti približno dovolj. Kam je torej dejansko šel sneg? V zemljo. 20 let suše sta celotno povodje spremenili v gobo. Ko je sneg končno skopnel, je zemlja vso vodo vpila, še preden je ta dosegla strugo potoka. Raziskovalci temu pravijo primanjkljaj talne vlage. To je vljuden način, da povedo, da je bila zemlja tako žejna, da je ukradla življenjsko žilo jezera. To je kot da bi vedro vode zlil na razpokano, s soncem ožgano glino. Večina vode je preprosto izginila. Hidrologi so opozorili, da je ta razlaga smiselna le kot začasen učinek. Do pomladi 2025 je bil profil tal po severni Utahu končno nasičen. Hidrologi so pričakovali, da bo naslednji cikel taljenja snega dejansko dosegel jezero. Namesto tega je jezero še naprej upadalo. Do marca 2026 je bila snežna odeja v Utahu najnižja doslej. Kotlina sama pove preostanek zgodbe. Veliko slano jezero dobi le vodo, ki je nihče drug ne vzame prej. Jezero leži na samem koncu sistema. Vsako mesto, kmetija, rezervoar in cevovod gorvodno dobi najprej dostop. Ko reke končno prispejo do jezera, ostane le tisto, česar nihče drug ni želel. In v suhih letih skoraj nič ne ostane. Kmetijstvo je skoraj v vsaki novici o jezeru označeno za krivca. Polja lucerne, pridelovalci sena in govedorejske farme so največji porabniki vode gorvodno. Ta del je resničen, vendar izpusti marsikaj. Kriviti kmete v okrožju Cache za propadanje jezera 130 km nižje potoku je precej pretirano. Snežna odeja bi morala jezeru dati drugo priložnost. Kdo torej jemlje dotoke, ki bi morali jezero reševati? In kako je vse to sploh zakonito? Medtem ko je Pentagon skrbel, da bo Peking prekinil izvoz magnezija, se je dejanska grožnja za ameriško oskrbo s primarnim magnezijem odvijala v sodni dvorani v Utahu. Vodna pravica milijarderja in prijava stečaja. Pričakuje se, da bo Utah med letoma 2020 in 2060 pridobil približno 2 milijona novih prebivalcev. Wasatch Front bo prevzel več kot 70% rasti. Samo okrožje Utah naj bi skoraj podvojilo število prebivalcev. Nova predmestja, nove načrtovane skupnosti in celo popolnoma nova načrtovana mesta so že v načrtih. Vsi potrebujejo isto stvar. Potrebujejo zagotovljeno količino vode, določeno že danes, za uporabo čez desetletja. Mehanizem, ki razvijalcem to omogoča, je zakon o vodnih bankah v Utahu. Leta 2020 je bil sprejet kot senatni predlog zakona 26. Na papirju zakon izgleda povsem razumno. Gre za 10-letni pilotni program, ki vzpostavlja uradno vodno banko. Imetniki vodnih pravic lahko neporabljeno vodo deponirajo, namesto da bi jo izgubili. Te pravice so zaščitene pred odvzemom, voda pa nikoli ne zapusti poti proti jezeru. Banka jih ščiti. Podporniki trdijo, da je bil zakon zasnovan za večjo prilagodljivost v času suše in da preprečuje, da bi imetniki pravic zapravljali vodo zgolj zato, da bi ohranili pravne zahtevke. V kmetijskih mestih severno od Salt Lake Cityja se vodne pravice, ki so bile nekoč vezane na kmetijstvo, vse pogosteje uporabljajo za prihodnje stanovanjske projekte. Kmetije so za zdaj še vedno tam, vendar vsi vedo, da prihajajo predmestja. V kotlini Uinta je bila ustanovljena prva vodna banka v Utahu, ki deluje kot nekakšen Craigslist za vodne pravice. Te lahko v bistvu objavite in oddate v najem kot spletne male oglase. Druge pa se infrastruktura že gradi, da bi preusmerili vodo k rastočim letoviškim skupnostim in gradnji počitniških hiš. Med letoma 2021 in 2025 je država vrnila nekaj manj kot 400.000 akrov vode nazaj v veliko slano jezero. To je približno toliko vode, kot bi jo Los Angeles porabil v enem letu. Na papirju se sliši kot velika številka.
vendar je razdeljena na več let. V kotlini, ki običajno potrebuje veliko večje dotoke, da sploh ostane stabilna. To je razmeroma majhen popravek v sistemu, ki še vedno izgublja vodo veliko hitreje, kot se nadomešča. Pridelovalci sena so priročna tarča. Nihče ne vpraša, zakaj načrtovane skupnosti imajo vodne pravice za prebivalstvo, ki še sploh ne obstaja. Voda je rezervirana leta vnaprej pred začetkom gradnje. Prihodnja predmestja so dovoljena skupaj z dolgoročnim načrtovanjem razdelitve. Jezero strada, medtem ko razvijalci in občine zadržujejo dotoke za mesta, ki še niso bila zgrajena. Kakšno okolje bodo ti novi prebivalci dejansko podedovali, ko bodo končno prispeli? Ko se jezero krči, ne izgine kar tako. Razkrije široko, suho jezersko dno. Ta površina ni stabilna. Gre za droben, prašen sediment, ki se je nabiral desetletja. Ko čez to površino zapihajo močni vetrovi, dvignejo prah neposredno s tal in ga odnesejo proti območju Wasatch, vključno s Salt Lake Cityjem. Toda to ni navaden prah. Skrb ni le v tem, da je ta prah neprijeten, ampak da ga telo obravnava kot dražilo, proti kateremu se mora boriti. Ko vdihnemo drobne delce iz posušenega jezerskega dna, ti ne ostanejo le v pljučih. Lahko sprožijo isti vgrajeni alarmni sistem, ki ga telo uporablja za stvari, kot so dim, kemikalije ali škodljivi hlapi. Ta alarmni sistem povzroči takojšnje reakcije, kot so pekoče oči, kašljanje in občutek stiskanja v prsih. V nadzorovanih okoljih lahko raziskovalci vidijo tudi, kaj sledi. Imunski sistem hiti na pomoč, vnetje se razvije v sluznici dihalnih poti, pljuča pa preidejo v obrambni način proti nečemu, česar ne morejo zlahka odstraniti. Ta prah je veliko bolj citotoksičen za človeške pljučne celice kot pepel iz premoga. Enak stranski produkt zgorevanja, ki je povzročil desetletja regulacije okoli termoelektrarn na premog. Ob hudih prašnih dneh nekateri raziskovalci primerjajo odziv draženja z izpostavljenostjo zelo reaktivnim spojinam v zraku, ne pa z običajnim delcem onesnaženja. To ni enako kot vdihavanje običajnega mestnega smoga. Študije so pokazale sledove kovin, kot so arzen, uran in litij, ujete v sedimentu. Ko ta prah odnese veter, ne ostane vedno zunaj. Ponovno se usede po dolini, na avtomobile, na zemljo in celo na domače vrtove. Raziskovalci so ugotovili, da se lahko nekateri od teh kovin še vedno pojavijo v listnati zelenjavi, tudi potem, ko je bila oprana, ker niso le na površini. Rastlina jih vsrka vase. Ko znanstveniki modelirajo, kaj to pomeni za otroke na najbolj izpostavljenih območjih, jih ne skrbi en sam porast tveganja. To postane ponavljajoča se izpostavljenost skozi čas, ki v nekaterih primerih preseže sprejete varnostne meje. Na dolgi rok to pomeni povečano tveganje za astmo in bolezni srca in ožilja. Raziskovalci so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi možnih povezav z razvojnimi in dolgoročnimi kroničnimi zdravstvenimi posledicami, če izpostavljenost traja več desetletij. Geografska nepravičnost v vsem tem je težko spregledati. Jezerske usedline so te kovine kopičile več kot stoletja. Viri vključujejo rudniški odtok iz rudnika bakra Bingham Canyon, emisije iz talilnic po vsej regiji so dodale še več. Prav tako tudi zanašanje pesticidov iz kmetijstva in atmosfersko odlaganje iz termoelektrarn na premog. Ko se jezero umika, razkriva počasi nastajajoč kemični arhiv industrijskega zahoda. Te kemikalije gredo naravnost proti ljudem, ki živijo v smeri vetra. Prebivalci premožnih naselij na vzhodnem pobočju ujamejo nekoliko manj, predvsem zaradi nadmorske višine in prevladujočega vetra. Zahodna stran doline leži neposredno na poti prahu. To vključuje tradicionalno delavske soseske in šole, ki služijo prebivalcem ob industrijskem koridorju ob I-15. Tudi skladiščna območja, bolj na obrobju, so izpostavljena temu. Najbližji precedens za to, kar se tukaj dogaja, leži nekaj 100 milj jugozahodno. Los Angeles je v začetku 20. stoletja izsušil celo Slano jezero, da bi napajal svoj akvadukt. To je bilo Owensovo jezero. Njegovo jezersko dno je postalo največji vir PM10 onesnaženja zraka v Združenih državah Amerike. Obvladovanje prahu je losangeleški oddelek za vodo in elektriko stala več kot 2,5 milijarde dolarjev. To je precedens, v katerega zre Utah. In številni okoljski znanstveniki vse pogosteje omenjajo jezero Owens kot najbližji sodobni primer, kako bi lahko dolgotrajna izpostavljenost izgledala okoli velikega slanega jezera. Tudi populacija v senci prahu je večkrat večja.
Mesto z 1,2 milijona prebivalcev v metropolitanskem območju Salt Lake je na trenutni poti ogroženo. Raziskovalci javnega zdravja opozarjajo, da bi se zaradi vse hujše izpostavljenosti prahu vsakdanje življenje lahko vse bolj spreminjalo med večjimi vetrovnimi dogodki. Bolnišnice to vedo, prav tako pediatri, šolski okoliši in zakonodajalci v Utahu. Prah ne bo upošteval meja lastnine ali šolskih meja. Veter je veliki izenačevalec. Ob hudih dneh lahko celotna Wasatch Front istočasno doživi enak regionalni pojav v zraku. Če dihanje mestnega zraka postane zdravstveni dogodek in toksini prehajajo skozi prehransko verigo v domove, ki od zunaj izgledajo popolnoma varni, potem obseg problema ni več le problem Utaha. Začne postajati globalen. V velikem slanem jezeru živi bitje imenovano Artemia franciscana oziroma slanica, ki je edina primerna prva hrana za skoraj vse komercialno gojene vrste rib in kozic na svetu. To jezero je veliko slano jezero. Sama cista je skoraj neuničljiva. Zamrznijo, pošljijo čez celine v papirnati vrečki, spustijo v pravo slanost in izležejo se na upliji, ki hranijo globalni sistem akvakulture. Ti naupliji so popolna prva hrana za skoraj vse komercialno gojene vrste rib in kozic na svetu. Veliko slano jezero proizvede velik del svetovne zaloge. V običajnem letu zagotovi nekje med 40 in 45% svetovnih Artemia cist. Približno 18 podjetij za nabiranje deluje na jezeru pod znanstveno utemeljenim državnim upravljanjem. Operacije potekajo sezonsko in večinoma pozimi. Mejne ekipe na čolnih z ravnim dnom pobirajo rjavo-rdeče plasti cist, ki plavajo po odprti vodi. Ciste slanih rakcev iz tega enega samega jezera v Utahu podpirajo približno 10 milijonov metričnih ton pridelave gojenih morskih sadežev na leto. Med vrste spadajo kozice, škampi, brančini in gruperi. Na trgih od Vietnama do Ekvadorja do Senegala akvakultura zdaj zagotavlja približno polovico vse morske hrane, ki jo ljudje zaužijejo. V državah, kjer so divje ribiške zaloge že propadle, akvakultura zagotavlja še precej večji delež. Slanost jezera je tista, ki sploh omogoča gojenje kozic. Če je voda preveč sladka, se populacija slanih kozic sesuje. Če postane voda preveč slana, se populacija prav tako sesuje, saj preveč slana voda uniči alge, s katerimi se kozice prehranjujejo. Kriza leta 2022 se je pojavila, ko je jezero doseglo najnižjo raven vode v zgodovini. Skoraj je popolnoma uničila populacijo. Industrija se je zdaj skrčila in to je edini način, da lahko preživi, medtem ko jezero upada. Raziskovalci v Iranu, Vietnamu, Tajski in Uzbekistanu se zdaj trudijo povečati proizvodnjo slanih rakcev v bazenih. Njihov cilj je nadomestiti tveganje. Noben od teh programov še ni dovolj velik, da bi nadomestil to, kar zagotavlja veliko slano jezero. Če bo jezero še naprej upadalo in se bo slanost še naprej povečevala, bo populacija Artemi šla po poti jezerskega dna. Šok v oskrbi se neposredno prenese na delovanje ribogojnic po vsem svetu. Trži morske hrane za potrošnike z nižjimi dohodki bi verjetno najprej občutili pritisk zaradi naraščajočih cen in nestabilne oskrbe. Selitvene populacije ptic, ki uporabljajo jezero, še dodatno povečujejo pomen. Približno 10 milijonov ptic vsako leto preleti veliko slano jezero. Predstavljajo več kot 250 vrst, ki potujejo po pacifiški in osrednji selitveni poti in vse se prehranjujejo z Artemijo. Brez kozic se ptice preusmerijo tja, kjer lahko najdejo hrano, pogosto več 100 milj stran od svoje poti. Ekosistemi, povezani z migracijskimi potmi, se ne ustavijo na političnih mejah. Zrušitev jezera v Utahu vpliva na razmere v mokriščih od Južne Mehike do kanadskega Arktika. Uradni odgovor države je, da je vse v redu. Jezero si opomore. V zadnjih proračunskih ciklih je država namenila več kot $1 milijardo za porabo, povezano z vodo. Vsa ta sredstva so namenjena reševanju velikega slanega jezera. Brian Stitt, državni komisar za veliko slano jezero, izpostavlja nekaj uspehov. Stabilizirali so slanost v južnem kraku s prilagodljivim upravljanjem nasipa. Razširili so opazovalno-raziskovalno mrežo za prah v Utahu in septembra 2020 podpisali novo listino o porečju jezera. Na papirju to izgleda kot pravi napredek. Na papirju, v resničnem življenju, pa je zgodba drugačna. Pomemben del sredstev, ki naj bi bila namenjena obnovi jezera, je v praksi optimizacija vodne infrastrukture. Na tem seznamu so nove cevi, čistilne naprave, skladišča, izboljšave učinkovitosti in transportni sistemi. Vsak projekt se prodaja kot varčevanje z vodo. V ozkem tehničnem smislu bi lahko vsaka kapljica, prihranjena z boljšo dostavo, šla v jezero.
Kritiki trdijo, da je večja skrb, kam se na koncu dodeli prihranjena voda, ko povpraševanje drugje v sistemu naraste. Infrastruktura je postavljena nad jezerom. Rast je pod infrastrukturo. Nerešeno vprašanje je, koliko prihranjene vode trajno doseže jezero in koliko jo absorbira prihodnja rast. Utah je porabil milijarde za poskus stabilizacije velikega slanega jezera. In ja, nekaj vode je bilo vrnjene. Nekaj 100.000 akrskih čevljev v več letih, vendar je to še daleč od točke, ko bi jezero doseglo ravnovesje. Vsako leto potrebuje toliko vode, samo zato, da se ne bi še naprej krčilo. Torej tudi najbolj agresivni ukrepi ne zaprejo vrzeli, le upočasnijo upadanje. In tu postane stvar politično priročna. Država lahko pokaže, da se voda dejansko vrača v jezero. Investitorji in rastoče skupnosti še vedno lahko dobijo dostop do vode za nova stanovanja in širitev. Vsakdo dobi svojo različico uspeha, ki dobro izpade v naslovnicah. A jezero se odziva le na eno stvar. Skupna količina vode, ki priteče noter, proti skupni količini vode, ki odteče ven. Ta vzorec se ponavlja tudi v najmanjšem merilu. Nov cevovod v severnem okrožju Utah opisujejo kot učinkovit. Zmanjšuje izgube, izboljšuje dostavo in zveni kot jasna okoljska zmaga. Toda voda, ki jo s tem sprostijo, se preusmeri v hitro rastoča predmestja južneje. Nadgradnja čistilne naprave je predstavljena na enak način. Večja zmogljivost, boljša infrastruktura, pametnejša uporaba virov. Toda ta dodatna zmogljivost ne ostane neizkoriščena. Preprosto se pretvori v odobritve za več stanovanj. Na papirju je torej vse videti pravilno. Vsak projekt izboljša učinkovitost. Vsako poročilo kaže skladnost. Vsaka objava pomeni napredek. Toda če pogledate širšo sliko, jezero še vedno upada. Ker je sistem zasnovan tako, da vsaka posamezna odločitev izgleda kot zmaga, tudi če se končni rezultat premika v nasprotno smer. Vsako uradno reševanje še poslabša osnovno težavo. Kriza je zdaj politična realnost, ne le napoved. Torej, ko izbire ni več mogoče odlagati, kaj država dejansko naredi in kateri igralec na šahovnici je na koncu žrtvovan? Konec januarja 2026 je na stečajnem sodišču v Delawareu Združene države Amerike so se odpovedale neodvisnosti pri primarnem magneziju. Ali pa vsaj močno zmanjšale preostale domače zmogljivosti za proizvodnjo primarnega magnezija. Ta dogovor se je zgodil na način, ki ga skoraj nihče ni opazil. Utah je oddal ponudbo v višini $30 milijonov za stečajno premoženje tovarne Ralston. Ponudbo je oddala uprava Utaha za gozdarstvo, požare in državna zemljišča. To je državna agencija in ne zasebni kupec, obrambno podjetje ali proizvajalec magnezija. Podjetje Limak Holdings je Utah sprva prekosilo s ponudbo, ki je neposredno povezano s skupino Renko. Limak je očitno nameraval ohraniti vodne pravice znotraj kroga Renko. Večina opazovalcev je pričakovala nadaljevanje rudarskih dejavnosti, če bi ta ponudba zmagala. Utah se je z Limagom spopadel v več krogih dražbe, vendar Limak na koncu ni želel izenačiti ponudbe. Zvezni stečajni sodnik je 5. februarja 2026 odobril kupoprodajno pogodbo. Utah je prevzel celotno infrastrukturo obrata, okoliško zemljišče in rudarske koncesije. Največji del pa so bile vodne pravice. Ta zadnji del je bila nagrada, ki je resnično štela. Guverner Spencer Cox je to imenoval zdrava naložba v prihodnost Utaha. Država ni kupila podjetja US Magnesium, da bi ga popravila. Država je kupila US Magnesium, da bi ga zaprla. Primarna proizvodnja magnezija v Ralstonu bo trajno ustavljena. Lokacija bo očiščena. To čiščenje sledi generaciji onesnaženja s klorom, dioksinom in PCB-ji, proti kateremu se je Renko desetletja boril na sodišču. Te vodne pravice bodo preusmerjene nazaj v veliko slano jezero. Ta voda bo pomagala dvigniti raven jezera. Zmanjšala bo emisije prahu, zaščitila bo solinske rakce in upočasnila bo toksično uro, ki tiktaka pod Salt Lake Cityjem. Kot je dejal eden od zakonodajalcev iz Utaha, je bil ta dogovor $30 milijonov velika zaveza jezeru. Širšega pomena ni mogoče prezreti. Utah je pravkar porabil več $10 milijonov, da je uradno končal domačo primarno proizvodnjo magnezija v Severni Ameriki. Zvezni regulatorji in stečajni organi so dovolili, da je prenos potekal brez posredovanja. Kitajska zdaj dobavlja kovino, ki se uporablja za ulitke F-35 ohišja raket Tomahawk in trdne raketne motorje.
Ista kovina se uporablja tudi za tlačno litje avtomobilskih delov in v dolgem seznamu drugih obrambnih ter letalsko-vesoljskih uporab. Ni realne ameriške alternative, ki bi lahko dosegla takšen obseg. Preostala domača zmogljivost je dejansko izginila zaradi stečaja in prenosa vodnih pravic, ne pa zaradi vojaškega spopada ali uradne trgovinske politike. Cena je bila priložnost, da mesto ostane dihajoče in jezero živo. Agencija za obrambno logistiko ima zdaj dve neprivlačni možnosti. Prva možnost je, da si naredijo zalogo dovolj uvoženega primarnega magnezija, da bi preživeli morebitne prihodnje kitajske izvozne omejitve. To je ista logika, kot jo uporablja strateška naftna rezerva za zaščito pred naftnimi šoki. Druga možnost je, da najdejo prijaznega sekundarnega dobavitelja v časovnem okviru, ki v resnici ne obstaja. Nobena zavezniška država nima primarne proizvodnje magnezija v obsegu, kot ga je nekoč zagotavljal Reli. Za dovoljenje, izgradnjo in kvalifikacijo primarne tovarne magnezija za letalsko-vesoljske zlitine je potrebnih skoraj 10 let. Proizvodna linija F-35 bo do takrat delovala na kitajskem kovinskem materialu. Voda, ki se zdaj vrača v Veliko Slano jezero, predstavlja približno 20% potrebne količine za upočasnitev njegovega upadanja. Ni dovolj, da bi ga popravili, je pa dovolj, da se stanje nekoliko izboljša. Hkrati pa čiščenje okolja, povezano s starim industrijskim območjem, nikoli ni bilo poceni. Ocene kažejo, da bo skupaj z dolgoročnim saniranjem strošek presegel $100 milijonov. Kakorkoli, ta račun bi bilo treba poravnati. Edino vprašanje je bilo, kdo bo za to odgovoren. Z nakupom zemljišča se je država izognila dolgotrajnemu pravnemu sporu in spravila ključen kos zemljišča pod javni nadzor. Prav tako je odgovorila na večlet naraščajoče zaskrbljenosti zaradi prašnih neviht in naslovov o onesnaženju, ki jih ni bilo več mogoče prezreti. In politično je to delovalo. Ta poteza je imela podporo v okrožju Salt Lake, kjer so posledice najbolj vidne, pa tudi na podeželju države, kjer je nezaupanje do dolgih pravnih bitk in zveznega nadzora globoko zakoreninjeno. Torej, na vsaki posamezni osi, stroški, politika, nadzor, je odločitev smiselna. Toda jezero se za nobeno od teh kategorij ne zmeni. Situacija vse bolj spominja na ničelno vsoto, kjer je treba uravnotežiti okoljsko obnovo, industrijske zmogljivosti in strateške dobavne verige. Veliko Slano jezero je držalo vojaško dobavno verigo države Zatavca. Hkrati je bilo v središču skrbi za javno zdravje, regionalnega gospodarstva in delov svetovnega prehranskega sistema. Rešitev Utaha je v bistvu zamenjala eno strateško ranljivost za drugo. Več vode za jezero v zameno za večjo odvisnost od tuje dobave magnezija. Jezero je spet na poti okrevanja, čeprav počasi. To okrevanje bo uspešno le, če bo še 100 podobnih odločitev sprejetih na enak način. F-35 bo še naprej letel, dokler Peking ne spremeni smeri. Če bo primarni magnezij omejen kot strateški izvoz, se ta računica čez noč spremeni. Državni uradniki, okoljski zagovorniki in obrambni analitiki zdaj vsi delujejo znotraj vse ožjega nabora kompromisov. Prihajajoče desetletje bo morda manj zaznamovano s čistimi zmagami kot s težkimi kompromisi in upanjem, da naslednje izsiljevalsko pismo ne bo prispelo, preden bo jezero imelo čas, da si opomore. Desetletja je Veliko Slano jezero izgledalo kot regionalna značilnost na zemljevidu. Utah zdaj ugotavlja, da je bilo jezero povezano z veliko več sistemi, okoljskimi, industrijskimi in geopolitičnimi, kot si je skoraj kdorkoli predstavljal. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na Medpeku.